Ne vem, če je v fokusu. Dragi moji, kje ste, kako ste? Elliot imamo tukaj. Vroče je za znoret. Ali bo smem javkaj, kaj je Mitja? Skoraj s posle padel. Anyways, vi tega ne veste in tudi ne boste vedeli, ampak jaz zdaj bom posnela 5 videov, tako da kakor sem vesela, me tudi strah, imam svojo mentalno podporo, niti približno ne delam reklame za Monsterja, like bi, a ne. Ampak bom rabila mečken. Je to fizična podpora, ne mentalna. It's kicking me right in my ass where I want to. Začenjam z videom, ki sem ga predstavila na Instagram storijih, pri meni na Instagramu, kot najhujše slovenske zločine in bili ste ful navdušeni, kao, ja, nekaj posnem v tem videu in dali ste mi neskončno idej. In to tudi pomeni, da lahko posnamem neskončno video. Nočem se spuščati v detajle, ne gre za to, da delam serijo, kjer bom v enem videu naštela in povedala in predstavila več primerov, ki se jih je zgodil. Lahko so ekstremno stari, lahko so, zaradi mene tudi, če je še bivša juga območje Slovenije. Lahko so novejši, ampak novejših se bom izogibala. Trenutno primer, ko je mož zažgal ženo. Vsi veste ta primer. Včasih mi ljudje tudi napišejo, Alenka, prosim, prenov primer je, lepo mi rečejo, ne še govoriti o tem. V tem primeru trenutno ne bom govorila, ženska je podlegla tem opeklinam in mislim, da se zaenkrat še ne spodob, ker itak je primer rešen in ne bom drezala ven. In kot sem rekla, še naprej mi lahko pošiljate ideje, lahko mi pošljete cele zgodbe, lahko mi pošljete primere, ki sploh niso toliko znani, ki jih mogoče samo vi veste, mogoče se je v vaši okolici zgodilo, v vaši sosednji hiši, vam, karkoli. Glede na to, koliko sem zdaj razvlekla te primere in koliko so dolgi, mislim, da bodo prišli približno 3 na video. Vi boste pa tisti, ki boste odločevali, koliko bom jaz teh videov naredila. Odločevali boste z ogledi, z lajki, s šeri, s komentarji. Če bo ful podpore, jih bo več, če ne boste navdušeni, logično nima smisla, da jih to delam. Sem pa zaenkrat zelo zagreta, tako da gremo čim prej v ta video. Prvi primer je primer vojaka Blaža Furjana. Zgodil se je 27. maja 1997. V tem primeru res govorim z veseljem, ker vem, da tudi njegova družina in svojci še vedno niso zadovoljni z odgovori. In to je primer, ki je toliko brutalno slabo bil dokumentiran, slabo je bil raziskovan strani tako vojske kot policije, da že, ko govorim o tem, boste verjetno v svoji lastni frustraciji what the fuck, pač žalostno. Vse skupaj se je dogajalo v vojašnici Staneta Rozmana. Drugi vojaki so bili takrat prisotni ob Blažu in oni so kasneje povedali, da še ob 11. uri zvečer, ta isti dan, ko se je ta grozota umor ali pa samomor zgodil, je bil on še popolnoma normalen, so klepetali in pa kar naenkrat je on zašel ven iz vojašnice in šel v bližnji gozd, mečken stran, mečken ven iz vojašnice, ker ima tudi neko pomembno vlogo tukaj. Se opravičujem za dež in za avto ne moram zapreti, ker je prevroče. Iz zaklenjene shrambe orožja, iz orožarnice je vzel Kališnikovo svojo puško in se odpravil tja v gozd. Klemete ves čas v mislih, da tako je v zapisniku, ampak te zapisniki so ekstra zmedeni. In on je v gozdu naletel na varnostnika. Potem pa vse, kar nam ostane tukaj, je načeloma več ali manj zgodba tega varnostnika, zaradi tega, ker je bil edin prisoten. Varnostnik je trdil, da je bil Blaž brez čevljev, njemu pa je grozil, da ne mu da svoje čevlje. Tukaj to zveni, da je Blaž bil na nek način zmeden, nekaj ni štimalo v glavi, zakaj bi karkoli tacga želel. Torej, Blaž naj bi grozil temu varnostniku z naperjenim orožjem, da ne mu da čevlje. Zdaj pa tako, zapisniki se že tukaj zelo prijetno razdelijo, ker v enem zapisniku je rečeno, da je bil varnostnik oborožen, v policijskem zapisniku in da je skrival pištolo za hrbtom, lih iz razloga, da ne bi še bolj vznemiril Blaža, ker ne bi bil že itak mečkan tako kao. V drugem zapisniku je pa pač rečeno, da je bil varnostnik neoborožen. Tukaj je potem ta splet nenavadnih okoliščin, ki dela ta cel primer čist čuden. Klicana je bila policija. Enkrat sem tudi prebrala, da je Blaž rekel varnostniku, da naj pokliče policijo in da se v to noben sploh ne spušča. Naj bi prišla ta policija v belem avtomobilu skupaj s psi. In potem naj bi prišlo do strela oziroma strelov, o tem bomo pol govorili, ker jih najbližji varnostnik ne bi slišal 10 metrov oddaljen. Ti psi naj bi na eni točki tudi pogrizali Blaža, torej zakaj? Zakaj se je to zgodilo? In spet nekje je bilo zatrjeno, da teh ugrizov sploh ni bilo. Tukaj so potegnili črto in se poskušali izogniti nadaljnjemu raziskovanju tega primera.
je bilo rečeno, da je bil to samomor, da se je ustrelil Blaž sam in da ta varnostnik ni imel tukaj nič zraven. Njegova družina, torej Blaževa družina, je še zdaj sveto prepričana, da se je tukaj zgodilo nekaj drastičnega. Dodatna zmeda nastane zaradi tega, ker policija ni pustila vojski zraven pri preiskovanju, ker naj bi se vse skupaj, tako kot sem rekla, zgodilo majčkeno izven vojašnice. Kar se tiče policijskih psov, še vedno ni jasno, ali so ga obgrizali, ker je bil še živ ali ker je bil mrtev. Potem on, glede na to, da ne bi storil samomor, bi se mogel ustreliti od ekstra blizu in posledično iz te pištole bi mogel biti on ožgan, ne bi mogel imeti sledi smodnikov po tem kopitu. In svojci so se takrat ekstremno želeli ga vsaj dobiti v mrliško vežico za pogreb, za nekaj ur pač iz hladilnice, in to so si komaj izprosili takrat. In so ga imeli še takrat samo za steklom, ga niso mogli dejansko videti, niso si mogli ogledati izstrelne rane. Vse, kar so oni takrat videli, je bil obliž na čelu, na sencah, niso pa videli sledi ožganin. Torej, smodnik bi najbrž lahko spucali, ampak ožganin pa ni bilo, ki bi drugače sicer mogle biti najbrž prisotne. Pa še ta ugriz, ker če se ne motim, je bil na rami in to ne bi bilo storjeno, ko je bil on že ustreljen. Kakor sem rekla, te primere ne bom na dolgo opisovala, hočem, da če vas zanimajo, da si sami preberete naprej stvari, da malo raziskujete, pa tudi tako, da ni pozabljen, ker ta je en res tak, ki pač ne želi biti pozabljen. Ta naslednji primer je primer Ivota Marolta in njegove družine, in nekateri že, ko slišite ta ime, mogoče že veste, za kateri grozljiv, bizaren, strašljiv, boleč primer gre. Jaz, ko sem to prvič brala, sem se gladko zjokala zraven, tako da kdor je res občutljiv, naj preprosto ne posluša. Zgodilo se je v Mariboru dan pred božičnim večerom, kar je še toliko bolj srhljivo in žalostno, in sicer ta družinski oče Ivo Marolt je imel dve hčerkici, staro 9 in 11 let. On je bil star 60 let, sta pa v tej zgodbi vpletena še njegova izvenzakonska partnerica in pa njihov kuža. Sosedje so okrog 10. ure zvečer zaslišali krike, kričanje, vzklike, nek direndaj. Predstavljali so si, da je to samo družina oziroma otroci, nek veselje, kričanje, da se nekaj dogaja, in niso dolgo časa ukrepali, ampak kasneje, mislim, da 22:50, ker pomeni, da je vse skupaj res dolgo trajalo, je ratal že res očitno, da je nekaj narobe, in sosedje tega stanovanjskega bloka so šli končno v njihovo nadstropje pogledati, kaj se dogaja, nekimi letitle. In vse, kar so našli takrat, je Olgo, to njegovo izvenzakonsko partnerico, ki je bila že pred vrati, če se ne motim, močno okrvavljena in porezana. In v bistvu so jo potem postavili na noge, in to, kar je potem sledil, če grem čez njeno zgodbo, ki je ona, mislim, da po 3 dneh prišla toliko k sebi, da so ji povedali, kaj se je zgodilo. To je tudi njo zlomil, pristala je v psihiatrični bolnišnici, in sicer dejstvo, da je takrat Ivo do smrti s kladivom potolkel obe hčerkici in pa psa. Na koncu se je spravil na Olgo, ki očitno je bila tudi takem šoku, da ni vedela, kaj se je zgodilo. Potem na koncu je pa hotel raniti še sebe, nisi bil pa sposoben vzeti življenja, nisi bil sposoben na koncu kaznovati, tako da so ga pač prijeli in je bil obsojen na zapor. Tukaj tudi, ne bom se vtikala, pa ne bom pametna glede policijskega posega, tudi ko so oni prišli, so pol ure prosili, da bi prišli v ta stanovanje, čeprav so sosedje rekli, da je bilo očitno nekaj narobe, ker peska ponovadi bevska za vsak drek, takrat ni bevskal, pač tih je bil in je bilo res sumljivo. In tako da očitno so res not udarili res zadnji moment, mislim, prepozno sploh ne vem, a bi lahko pomagali ali ne, ampak bilo skratka prepozno. Zdaj pa največji fenomen tle je, kaj hudiča se je zgodilo, kaj človeku šine v glavo, da to zgodi, da to stori. Štos je, da je ta primer res tak bizaren, ker Ivo je bil res opisan od drugih ljudi kot soliden družinski človek. Takrat še isti dan, 4 ure prej, je bil zunaj pred blokom trezan in klepetal po telefonu. Sosedje itak ne bi nadslutili. Hčerkici, 9-11 let, sta bile 30 metrov pred sta imela šolo baje, bile sta ekstra pridne, odličnakinje, na hodniku sta vse sosede pozdravljale lepo. Lepo vzgojena familija, oče Ivo je hodil na vse nastope, bil je dober oče baje, in tle je res bizarno, katera nitka se strga, da se to zgodi, pač ne vem. V glavnem, to kot temu primeru.
Ta naslednji primer je meni majčkeno bil what? Ker se je zgodil v Križah in jaz to prvič slišim, to je dokaj blizu mene, pač vas pod Križko goro recimo, Gorenjska, pač what? Nisem vedela, pa ta je tisti, ko te to gledali, bo se tako, to se je v Sloveniji zgodilo. Kratka, nekaj časa nazaj, nisem ziher ali še vedno ali ne, če veste napišite, ali je ta hiša prodana, ampak na Bolhi pod nepremičninami se je prodajala hiša v Križah, tale hiša za 115 000 evrov, za tako bajto, verjetno si mislite pocen, še vrt. In vse bi bilo ok, če ne bi bila ta hiša popolnoma prekleta, polna groze, ki se je zgodila tam, in sicer, da je bila ženska tam umorjena v satanističnem obredu. Še večji mindfuck je, to se je zgodilo 2015, predtem je bila ta hiša dom toliko nenavadnim stvarem. Meni je to še toliko bolj bizarno, ta hiša je bila dom nunam in so imeli takoj zraven tudi kapelco postavljeno. Včasih so imeli dejansko občasne maše v tej hiši. Kontrast, kakor lutka, ki je obsedena z nečim, ki je kontrast temu, kar bi mogli biti. To bom kar prebrala, da ne pozabimo. Skratka, tukaj je bila v satanističnem obredu umorjena Ina Henningman, nekdanja žena nekdanjega pravosodnega ministra Senka Pličaniča. Nam bizarno je, da se ta umor zgodil pred očmi njenega 7-letnega sinka, ker je kasneje je rečeno, da je bilo zanj dobro poskrbljen, da so se veliko ukvarjali z njim, ne vem točno, kaj se zdaj dogaja, ampak se pravi 5 let nazaj, zdaj je koliko? 13, 12, verjetno. Prilka je bila Uršula Lonka Prešeren, za to žensko pač jaz ne vem veliko, vem, da je bila potem poslana direktno v psihiatrično bolnišnico, ker pa sosedi v njej govorijo, je pa to, da je bila nenavadna ženska, da je večinoma razgrajala okrog ponoč, čez dan je niti ni bilo videti ne slišati, ali pa so k njej hodili neki čudni ljudje in so mrmrali neke čudne stvari, skratka tisto te spomne na nekaj nekaj satanističnega, neke obrede, neke rituale. Sem govorila, čemu vse je bila ta hiša dom, ta res velika hiša, nenavadna, tudi oficirjem kraljevine Jugoslavije. In med drugo svetovno vojno je bil tam sedež gestapa, potem v 70 letih so pa nune potem to kupile, in kar sem že povedala. S tem, da ta vas je bila dejansko, to tudi nisem vedela, čeprav je blizu mene, bila imenovana Sveti križ prvotno, zdaj se je preimenovala v Križe. To pa zato, ker ne bi prvi kristjani, ki so prišli čez Karavanke v Slovenijo, tam postavili ta križ, ker je spet še bolj bizarno, da se je potem lih tam zgodil en najbolj bizarnih zločin v Sloveniji. Skratka, noro. Tudi dejansko to žrtev Ino so našli tako v krogu soli, pravno filmsko, nerealno. In zato, ker je ta ženska Prešernova imela to hudo bolezen in je na zdravljenju, je valjda sosede zdaj strah, da bo prišla na eni točki nazaj, ampak govorice so, da ne bo, in zdaj ne vem, ali se je to že zgodilo ali ne, ampak da se hiša počasi dobiva lastnike in se tega veselijo, ker bila je tudi na eni točki očiščena zla. Imeli so tudi obred eksorcizma, tako da sosedi strmenijo, ker saj hiša ni prekleta, hiša je v redu, samo pač lastnica je bila problem. Tako da ja, jaz mislim, da je tole dosti za prvi video, se na hit poslovim, ker grem takoj naprej snema drugi del, ki pride na kanal enkrat, kmalu bo, brez skrbi. Alien mama out, aj čau, Alien mama out, ne ouch, Alien mama out, aj čau,